tako en kos mlade goveje pljučne, pa en kos stegna. Tale kos bo v redu? Odlično, pa kar v mojo posodo. Hvala. Koliko ste stegna, mi smo pol kilce? En kos pa mogoče na 3-4 dele, vrhunsko. Lep kos. To je vse slovenskega porekla? Vse slovenskega porekla. Vse, kar je postrežnega, svežega mesa? Tako, vse lokalno od dobavitelja. Odlično, super. Kako pa, iz katere kmetije pa prihaja tole? Tole QR kodico lahko poskenirate, pa vidite. Aha. Super. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi vam, lep dan. Enako. Vidim, da imate naše meso. To je pa super izbira. Odkot pa? Ne se vam predstavim. Sem Gašper Jeram, prihajam iz Cerknega. Na naših ribovskih kmetiji se predvsem ukvarjamo z živinorejo. Ena od naših prednosti je tudi, da se naši živali večino leta gibljajo na prostor. Smo pa v zadnjem letu vključeni v projekt naravnost od pridelovalca, kar pomeni, da pride naše meso kar po najhitrejši poti direktno do vas. Samo s to razliko, da vam se ni treba do nas voziti. Zdaj imamo super kose mesa, ampak mogoče bi pa potrebovala še pomoč koga, da nama pove, kako kaj pripraviti z njega. Mogoče imam pa jaz eno dobro idejo. Kaj meniš na Uroša Štefelina? A so prepozne ali si že vse narezal? Jaz sem se lik spravil tatarca delati, vse sem prištimal, tako da sta lihta prav cajt. Veš kaj, jaz imam res lepe kose mesa in to direktno od Gašperja. Živjo. Mi smo šla še v Špar. Tako da, Gašper, ti povej, kaj sva izbrala za tokrat? Izbrala sva stegno in file. Stegno in file. Bo v redu? Veš, da je ful pomemben, ne samo pri tatarcu pa sploh, ampak nasplošno, da je res kvaliteten kos mesa. Me boš ti naučil? Z veseljem. Gašper bo pa potem testiral. Gašper bo pa sodnik v tem najnem Super. izzivu. Evo takole, ti si bo zdaj odrezal en tak konc in kar imaš črnih delcev, si jih boš porezal preč. Ta meso bomo še zmeraj porabili, potlej lahko za govejo juho, lahko tudi ga zmiksamo, če ga je več, karkoli, ker je še vse v redu, ampak zato, da se nam ne bo po ustih ta maščoba valjala. Zdaj oba dva nareževa na vlakna na ene take rezine. Kaj pa so sestavine, ki jih nujno potrebuješ? Za osnoven biftek tako je, nekako osnoven recept je 12 sestavin. Absolutno ne smejo manjkati kumarice, kapre pa inčuni, ker to so nekakšni umami, ki dajo pa je tudi nosilci celi jedi. Pa gorčica pa rumenjak, zato da naredimo to domačo majonezo in takrat, ko imaš to, potlej pa lahko kombiniraš pa se igraš noter. Midva klede danes nava česna uporablja, je prav. Zdaj si boš pa dal kopune 2-3, tako da imaš oporo. Evo, tako, zdaj imamo pa midva skupaj, zdaj pa spet tanke rezine reževa. Prstek daš to, pa nož ne drsi in bo lažji in ti bo hitro šlo. Evo, meso imava narezan, zdaj pa ta del. Zelo pomemben je, da midva ta prvo narediva eno tako, dava rumenjak v posodo, pa gorčico bova dala zraven in bova kar z vilico eno tako majonezco naredila. Greva najprej z suhimi začimbami. Klemava kumno, bova dala, zdaj bova kar malo z roko, tole kar je suha. Bova dala en ščep kumne, paprika, poper in spet zmešava to vse skupaj. Evo, zdaj greva pa žlička, mokre začimbe. Kdaj dava pa sol? Na koncu dala. Sol pa na koncu. Evo, dava kapre, dava eno koren žlico kumaric narezanih kislih, šalotka, zmeraj pri tatarcu uporabimo šalotko, ne čebule. Greva na inčune. Zelo rad dam eno žličko domače paradižnikove salse noter, ker mislim, da mi te kisline pa ta okus, da mi dvigne tatarca gor. Zdaj doma, če nimate lik domačega narejenega, tudi če eno žličko kečapa date, pa ga kupite v Šparu, bo to. Jaz mojega tudi soliv ne bom ful velik, ker je že kapre so bile slane. Kapre pa inčuni so že dodane. In so dale veliko. Če bi bile kapre v slanici, bi ga zdaj mogla soliti, zdaj ga pa ne bova. Pa varaj probala poj tatarca
ko bo z mesom zmešan, koliko je meso potegnilo solid meso. Peteršilj, dodava še majhen dobrega konjaka. to moram čakati. Meso, dava noter, vzameš še žlico, pa ga mešaš. Vilica, žlica. Sva, 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 a super. pokličejo komisijo. Deva komisijo poklicati, evo. Gašper, zdaj pa tvoja glavna naloga. Ja, to boš zdaj ti povedal. To bo pa mi na tebe vprašala. Zdaj pa jaz te lepo prosim, da probaš oba in najbolj pošteno in odločno možno poveš, da je moj boljši. Ja, bom čisto odkrito povedal, oba sta zelo dobra, ampak mislim pa, da se še vseeno malo pozna roka mojstra Uroša Štefanina, Mišelinega čifa. To sta se vidva zmenila. Če danes pridete k Urošu, Urankarjev tatarski biftek, definitivno stvar, ki jo morate naročiti. Mi pa se vidimo naslednjič. To je to.